bližini Bruslja se odpira prvo pivsko zdravilišče, kjer bodo gostje lahko uživali v različnih pivskih kopelih. Publika se zelo veseli. Vemo torej, česa tam ne bodo zdravili. Sam koncept pa seveda ni popolnoma nič novega, saj tudi pri nas, ko greš za 3 dni v terme, rabiš vsaj 70 litrov pera na osebo. Reci, piši. In če te pri obisku normalnega bazena ponavadi skrbi, koliko je v njem urina, ste tukaj lahko popolnoma pomirjeni. Lastniki namreč obljubljajo, da uniona ne bojo točili. Po spletu pa je zaokrožil posnetek 2 galebov, ki sta se skupaj odpravila na morje. Dajmo si pogledati tole potovanje. Video so kamere posnele med letom. Tale slika pa je nastala še preden ga je pobral mojster. Lokalni taksisti so se že pritožili nad nelojalno konkurenco. Stranka naj bi svojega prevoznika našla preko aplikacije Gruber, ki omogoča prekarno zaposlitev. Ostajamo pa pri prevozih na črno. Avtomobilski podvig tedna je uspel skupini 5 prijateljev iz Slovaške. Kot se za klasično zgodbo iz zbirke 5 prijateljev spodobi, pa je tudi njihov podvig potreboval veliko domišljije. Za prevoz usluženega Peugeota 208 so si namreč izbrali zelo nevaren način. Z 2 trakovama so si tovor pritrdili kar na streho karavanskega Forda Focusa, ki že sam ni bil v najboljšem stanju. Ja, pri tej novici smo vam dolžni popravek. Izkazalo se je, da je Ford Focus, torej spodnji avtomobil, bil v popolnoma izpravnem stanju pred podvigom. Pa so mu pa rahlo uničili podvozje, ko so ga obtežili s Peugeotom in s 5 potniki. Mogoče bi za podvozje bilo celo boljše, če bi potniki sedeli v zgornjem avtomobilu. In kako se je njihov podvig zaključil? Policisti pa so druščino ustavili, vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje, zasegli pa so tudi oba avtomobila. Tako je, v skladu s cestno-prometnimi predpisi so policisti vozniku odvzeli vozniško dovoljenje B kategorije in mu podelili vozniško za tovornjak. Oba avta pa so seveda zasegli in jo odpeljali na strehi svojega vozila. Klasični Slovaki. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.